Pozdravljeni! Danes bom spregovoril o spisku tistih najboljših 12 inženirjev, kar smo jih videli v Formuli 1 do sedaj. Omejil se bom na tiste, ki so se ukvarjali s šasijami, motoriste bom naredil posebej, nov spisek, in tu bo res tisti, ki so naredili mejnike pri šasijah. Sposobne inženirje, kot naprimer Ross Brawn ali pa Patrick Head, bom izpustil, kajti oni so se na začetku svoje kariere usmerili v druge vode, v organizacijo, v strategijo. Pustili so tisto pravo inženirstvo pri strani. Tako da Ross Brawn za Arosov A10 pa A11 oziroma Patrick Head z Williamsom FW07 na tem spisku ne bosta prisotna. Seveda gre za moj spisek, moje osebno videnje, tako da je lahko stvar tudi diskusije. Začnimo z Johnom Cooperjem. Ta je prvi, ki je motor postavil na sredino bolida. Mejna sta njegov T45 pa T51 kot prvi bolid, s katerim je dosegel zmago in prvi, s katerim je osvojil naslov. S tem je Enzo Ferrari dokazal, da se moti, kajti Enzo Ferrari, ko je prvič videl Cooperja z motorjem na sredini, mu je rekel, da so volovi tisti, ki vlečejo voz po navali, ko jih srečamo na cesti. Nato Vittorio Jano. Vittorio Jano, inženir, ki je pri Alfa Romeo delal že v obdobju pred drugo svetovno vojno. Madžarski korenin, kot Viktor Janoš se je rodil in zrisal je Lancia D50. Ta je bila leta 1954 tako revolucionarna. Imela je motor, kateri je bil že nosilni element vse konstrukcije, montiran po strani, rezervoarji so bili locirani tako, da ko so se sprznjevali, niso vplivali na premik težišča bolida. No, Lancia se je po nesrečnih dogodkih umaknila z dirk, zato je Enzo Ferrari vzel ves material. In dirkal je v skuderiji Ferrari z Lancio D50. In Juan Manuel Fangio je leta 1956 osvojil naslov pri Ferrariju z Lancio. Derek Gardner. On je prototip tistega inženirja pri ekipi garažistov. Praktično iz nič je znal narediti bolid. In to uspešen bolid, poglejmo samo rezultate, ki jih je imel Jackie Stewart. A njegova največja stvaritev je bil Tyrrell P34, znani šestkolesnik. Tisti bolid, ki se vsaj malce spozna na Formulo 1, ve za njegov obstoj, kljub temu, da je imel samo eno zmago in dirkal samo 2 sezone. Nato Howie Postlethwaite. On je bil ogromna kapaciteta v Formuli 1, zrisal tudi on iz nič bolide, katerih se je drugi niti sanjalo ni. Omenil bom samo 3. Hesketh 308 za ekipo s katero je prišel na površje James Hunt, nato Ferrari 126 C2, presneto hiter, a tudi presneto nevaren in morilski bolid, Tyrrell 019, tisti prvi z dvignjenim nosom, kateri je naredil trend v Formuli 1, kateri drži še danes. Nato Mauro Forghieri, Alfa in Omega pri Ferrariju, kateri je bil nekako nek alter ego Enzo Ferrariju na tehničnem področju, bila sta skupaj do konca in njemu gre zasluga za nastanek tiste družine Ferrari v 312T, kateri so v drugi polovici 70-ih let bili glavni mejnik, kaj pomeni imeti dober bolid v Formuli 1. Nato mimo Colina Chapmana se ne da, a ta film bi bil predolg in ne vem, če ima zadosti spomina, če bi naštel vse, kar je Colin Chapman doprinesel k sodobni Formuli 1, kateri vidimo še danes na progi. Bolidi, kateri so bili najbolj vredni omembe, tukaj na hitro povedano, Lotus 25, 49, 56, 72, 79 in še sem jih polovico izpustil. Nato Gordon Murray, kateri je malce manj znan, ali tako pomemben, njemu gre zasluga, naprimer, da imamo postanke v boksih danes v moderni Formuli 1, zavore z ogljikovih vlaken, naredil je Brabham BT46B, tisti z vetranico na koncu, BT49, enega izmed najbolj enostavnih in učinkovitih, BT52 s turbomotorjem BMW in McLaren MP4/4, tisti znani, najbolj dominanten bolid, kar smo jih videli v Formuli 1. A tudi John Barnard je imel vsaj 2 specialna mejnika v Formuli 1, kot sta bila McLaren MP4/1, prvi bolid z šasijo totalno izdelan iz ogljikovih vlaken in Ferrari 640, tisti prvi, ki je imel polavtomatski menjalnik z vzvodi na volanu za prestakanje. Na 9. mestu Gerard Ducahouch, francoski inženir, kateri ima 2 bolida, malce manj znana, a prav tako mejna.
Lotus 99, prvi bolid, ki je dosegel zmago z aktivnim vzmetenjem, pa Liže JS11. JS11 je mejen zaradi tega, kajti tu je spravil talni efekt preko tistih mej, ki jih je še bolid vzdržal. Namreč problem tega bolida, ki je bil perfekten, je bil ta, da je bil talni efekt tako močan, da platišča in obese dostikrat niso zdržale. Polomile so se zaradi sile talnega efekta, ko ga je stisnilo k torom. Gerard Ducarouche je pač imel eno slabost, ni znal razvijati bolidov skozi sezone, tako da te njegove stvaritve niso dosegali kakih naslovov na koncu sezone. Rory Byrne, znani inženir, povezan z Michaelom Schumacherjem in njegovimi zmagami, tako pri Benettonu kot tudi pri Ferrariju. Spomnimo samo Benettona B194, B195, pa Ferrarija od F399, pa od leta 2000 do 2004, F2000 pa tako naprej. Aldo Costa danes še zelo znan, a tudi on je bil že v času Roryja Byrna pri Ferrariju. Bil soavtor vseh tistih zmagovalnih bolidov, nato tistega iz leta 2007-2008 in seveda pri Mercedesu od dvojni V05 naprej. Zelo skromen možak, ni rad v centru pozornosti, a vidi se, koliko je doprinesel k Formuli 1. In ne nazadnje seveda Adrian Newey. Adrian Newey je praktično dinozaver med inženirji Formule 1, dinozaver pa zato, ker on še zmeraj svoje načrte riše na roko, na risalni deski, nekaj, kar danes ne vidite več v Formuli 1, prisoten že ogromno let v cirkusu. Njegove stvaritve, sedaj se bomo omejili samo na tiste najbolj znane, Williams F214, 14B, 15C, McLaren MP4/13 in Red Bull 6, 7, 8, 9, samo da naštejem tiste najbolj dominantne, najbolj zmagovalne. Še ena posebnost pri Adrianu Neweyju, verjetno med vsemi inženirji, tisti, ki zna svoje bolide tudi na progi sam najbolj hitro voziti od vseh naštetih. No, to je bila moja osebna lestvica tistih 12 najboljših. Če ima kdo kakšne druge predloge, prosim, odprta debata. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.